islamske skupnosti in v imenu muftija se nam je pri obeležitvi pridružil Nevres Mustafić, imam islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Spoštovani, danes, ko stojimo pred tem spomenikom, smo z mislimi pri tistih, ki so tragično izgubili življenje v prometni nesreči. Tudi naše misli so z njihovimi družinami in prijatelji. Dogodek, ki ga vsako leto organizira Zavod Varna pot, je plemenita gesta, s katero želijo vsakega udeleženca v prometu ozavestiti, kako in na kakšen način vozi svoje vozilo. Vsakdo, ki upravlja vozilo, mora prevzeti odgovornost. To je trenutek, ki nas opominja, da moramo zaščititi svoja življenja in življenja vseh ostalih udeležencev v prometu. Posledice prometnih nesreč so vidne, posebej na psihosocialnem področju. Vse to vpliva na gradnjo naše družbe in varnega okolja. Od nas je odvisno, kakšen bo svet, v katerem živimo, in svet, v katerem vzgajamo svoje otroke. Zato je zelo pomembno, da smo kot posamezniki in kot družba odločeni spodbujati varno vožnjo in na to nenehno opozarjati. To je zakonita in legitimna pravica v družbi in državi. To je tudi naša obveznost, tako kot posameznikov, kot skupnosti. Pri tem ima zagotovo veliko vlogo Zavod Varna pot, zato smo mu vsi hvaležni. Rešiti življenje enega človeka pomeni rešiti en svet, nešteto sanj in želja. Položiti človeka v zemljo, ki je tragično izgubil življenje, pomeni končati številne sanje in želje, ki se ne bodo uresničile. Vzvišeni Bog v Koranu pravi: če kdo ubije človeka, ki ni ubil nikogar, ali koga, ki na zemlji ne dela nereda, je tako, kot da bi ubil vse ljudi. Če pa kdo ohrani človeško življenje, je tako, kot da bi vsem ljudem ohranil življenje. Prosimo Boga za mir vsem umrlim v prometnih nesrečah, svojcem pa izrekamo globoko sožalje. Hvala.